Spoštovani, lepo pozdravljeni na osrednjem bogoslužju. Pozdrav velja vsem nam prisotnim, kot tudi vsem, ki posnetek tega bogoslužja spremljate na zaslonih. Po današnjem bogoslužju smo vabljeni na druženje pred cerkvijo ob kavi in čaju. Ob tem se zahvaljujemo Petru Stanojeviću, ker je uredil okolico cerkve. Naslednjem tednu je organizirana molitvena veriga v obliki posta. Vsi zainteresirani se lahko obrnejo na Lejo Brkić. Jutri ob 19. uri v cerkvi molitveno srečanje, ki je posebej namenjeno krepitvi osebne pobožnosti. Duhovnik Danilo Jovanović bo prebiral psalme in prisotne spodbujal k posamičnim molitvam za delovanje Svetega Duha v življenju posameznika in cerkve. Torej jutri, v ponedeljek ob 19. uri. V sredo ob 19. uri je študijsko molitveno bogoslužje, na katerem tudi lahko molimo za cerkev, čemur sledi preučevanje Svetega pisma. Naslednjo nedeljo ob 10. uri pa je običajno osrednje bogoslužje. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Prisluhnimo bibličnemu vodilu za današnjo nedeljo iz pisma Kološanom, kjer je zapisano: On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega sina, v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov. Ta odlomek poudarja, da smo po Božji milosti odrešeni krivde in greha. In to je razlog, da vztrajamo v ljubezni drug do drugega in celo tekmujemo v medsebojnem spoštovanju. Ter da skupaj enodušno molimo k Bogu za blagoslov, po vzoru molitve iz psalma 85, kjer pravi: Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto, daj nam svoje odrešenje. Poslušamo, kaj govori Gospod Bog, zares govori o miru svojemu ljudstvu in svojim zvestim, zares blizu je njegova rešitev tistim, ki se ga bojijo, da bo slava prebivala v naši deželi. Dobrota in zvestoba se bosta srečali, pravičnost in mir se bosta poljubila. Iz zemlje bo pognala zvestoba, z nebes bo gledala pravičnost. In preden bomo pristopili k prepevanju in slavljenju Boga s pesmimi, priznajmo svoje grehe in svojo grešnost pred Bogom z besedami. Gospod naš Bog, poučil si nas in nam naročil, naj evangelij ponesemo v svet med ljudi in sami s potrpežljivostjo čakamo na rast tvojega kraljestva. Mi pa postajamo neučakani, hitro obsodimo, spregledamo pa svoje pomanjkljivosti. Ampak ti si potrpežljiv z nami in to ostani po svoji usmiljenosti, tudi če zatajimo. Gospod, usmili se nas. Amen. Na molitev kesanja Bog odgovarja svojemu ljudstvu z naslednjimi besedami iz knjige Izaija. Bodite močni, nikar se ne bojte, glejte, vaš Bog, on prihaja, da vas reši. Nad njihovo glavo bo večno veselje, dosegli bodo radost in veselje, žalost in vzdihovanje pa bosta zbežala. Na te besede tolažbe se lahko razveselimo rekoč: slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli uvodno pesem, ki pravi: Pokaj na Jezusovih prsih je.
Izvolite sesti, bratje in sestre. Čudovito je vedeti, da imamo v Jezusovem naročju počitek in da je tam naša varnost. To je zagotovilo, ki je v teh turbulentnih časih še kako pomembno za vsakega izmed nas. In to jutro bi rada z vami delila resnično zgodbo, ki se je zgodila leta 2015 v Združenih državah Amerike. Deklica 11-letna je obiskovala eno izmed osnovnih šol in nekega dne se je zaradi svojega vedenja, ki ni bilo ravno primerno, znašla v pisarni ravnatelja. In zgodilo se je, da je v svojega sošolca vrgla jogurt. Ampak to ni bilo edino dejanje, ki ni bilo lepo. Njeno sicer je imela vedenjske težave in grozilo ji je, da bo pač izključena iz te šole. In zdaj je bila pri ravnatelju v pisarni in ravnatelj je zastavil eno vprašanje. Vprašal jo je, kaj bi se zgodilo, če bi nekaj takega, kot je naredila v šoli, naredila doma pri družinski večerji. In ta 11-letna deklica je odgovorila, jaz nimam družine, živim pa pri rejnikih. Seveda je ravnatelj nadaljeval pogovor z njo in do konca dneva mu te besede, te deklice niso šle iz srca. Nimam družine, živim pri rejnikih. In ko je prišel domov, je svoji ženi povedal, kaj je doživel v šoli in potem sta oba razmišljala in po tehtnem in temeljitem premisleku sta se oba odločila, da bosta to deklico posvojila. In ta deklica je bila v rejniški družini v zelo dobri družini, vendar ona ni imela svoje identitete. Ona ni pripadala nikomur. In zato je bila ta posvojitev za njo nekaj posebnega. In že leta 2015 se je preselila k njima, medtem ko je bila uradna posvojitev potem izvršena leta 2017. In danes je to dekle na fakulteti za socialno delo, kajti želi pomagati otrokom, ki imajo takšno zgodbo ali podobno zgodbo, kot jo ima sama. In sama je priznala, da če bi pri 11 letih nekdo rekel, da bo šla na fakulteto, tega ne bi verjela. O tem niti sanjala ni. In ob tem sem razmišljala, kako pomembno je priznati naše stanje, naše okoliščine, za tiste, za katere morda tudi nismo krivi, naše napake, vse tisto, kar je v nas. In veste, naše priznanje nas ne degradira, ampak nas vodi k Božji milosti in k Božjemu usmiljenju. In to je nekaj čudovitega. In morda se srečujemo s vprašanji, kot jih je, oziroma z dejstvi, kot jih je nekdo zapisal takole. Bog, nimam ničesar, kar bi ti lahko ponudil. Bog, nimam nikogar, s komer bi lahko delil svoje dvome in stiske. Počutim se, kot da sem nihče. Se kdaj pa kdaj počutimo tako, kot da smo nihče. Ampak, veste, ko to priznamo, je naš Gospod zvest in on je tukaj za nas. Tudi mi pripadamo Božji družini. In tako kot je obstajala rešitev za to deklico, da je dobila svojo identiteto, postala je hči te družine, tako smo tudi mi otroci Božje družine. In apostol Pavel je vernike v Efezu spodbudil z naslednjimi besedami. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v ljubezni vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. In ker smo v Kristusu posinovljeni otroci, torej nismo nihče, imamo najvišji naziv, Božji sinovi in Božje hčere. In zato se lahko veselimo in to radost delimo tudi z ljudmi, ki so okrog nas. In pesem pravi, Bog, slavim tvoje ime, rad prepevam tebi pesem. Zato smo tukaj, da ga slavimo, da ga častimo. In vabim nas, da ostanemo in v naslednjih pesmih damo slavo in čast Jezusu Kristusu. Slavim tvoje
pesem naslednja pravi, tu sem, da slavim te in tu smo, bratje in sestre, da slavimo Jezusa Kristusa. Najsvetejši si
Jezus je čudovit, blag, nežen, usmiljen in mi smo del tega Božjega usmiljenja. In po tej pesmi, ki jo bomo še zapeli, si vzemimo nekaj časa za skupno polglasno oboževanje Jezusa Kristusa, našega odrešenika.
slavimo in častimo Tebe, Jezus Kristus, ker si Ti naš Gospod, naš Bog, ker si Ti naš odrešenik, ker si Ti naš prijatelj, ker si Ti naš najbližji. Jezus, tega jutra se klanjamo pred Tabo, povzdigujemo Tvoje sveto ime in damo vso čast in slavo in priznanje samo Tebi. Amen. Smo pri Gospodovi večerji, naša srca so pripravljena v tej čudoviti Božji ljubezni, edinosti, miru, ki ga ta svet ne premore, v tej blagoslovljeni Božji navzočnosti. Gospodova večerja je vesela menjava. Bog nas želi osvoboditi greha, krivde, brezupa, osamljenosti in strahu in nam podariti odpuščanje, mir, veselje, svobodo, skupnost cerkve, tolažbo, pogum za življenje in večno življenje. Zato smo Bogu hvaležni. Sestre in bratje, kesajmo se in priznajmo svoje grehe. Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, stvarnik vsega, sodnik vseh ljudi, priznavamo in objokujemo naše mnogotere grehe in zablode. Srčno se kesamo in iskreno obžalujemo, ker se zavedamo, da s tem žalimo Tebe, ki si naš najboljši Oče. Priznavamo, da naša dejanja ne pričajo o Tebi, naša srca niso čista, naši motivi niso iskreni, naše besede niso resnične, naša zvestoba ni stanovitna, naši maliki ne poveličujejo Tebe, zato Te prosimo, ko se nam to zgodi, odpusti nam. Zato želimo obnoviti svojo krstno zavezo in se osredotočiti na Jezusa Kristusa. Oče, hvala Ti, ker si nas prerodil in vključil v svojo družino cerkve. Hvala Ti za Tvoje veliko usmiljenje po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molitev Oče naš, ki je duhovno orožje in svetišče popolnosti, vir moči in ljubezni, naj nas poveže v eno. Zato molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Saj Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in vino po svojem svetem duhu, da kruha in vina ne bomo deležni le z usti, ampak po duhu v veri in bomo jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je sam Jezus Kristus, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano.
Vzemite in pijte iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita. Bratje in sestre, ker smo eno v Kristusu, lahko skupno vzamemo. Naše prazne kozarčke bomo odložili v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se Ti za Tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, Tvojo slavo smo videli na svoje oči, s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči, najbolj sočutni Gospod, hvala Ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo lahko znanjali evangelij odrešenja. Amen.
nami je še naše prostovoljno darovanje, z veselim srcem darujmo in z veselo pesmijo. Izvolite sesti. Smo pri Božji besedi iz pisma Hebrejcem, 3. poglavje, 15. vrstica. Pismo Hebrejcem, 3. poglavje, 15. vrstica. Pravi takole: Če danes zaslišite njegov glas, ne zakrknite svojih src, kakor ob uporu. Če danes zaslišite njegov glas, ne zakrknite svojih src, kakor ob uporu. Evangelist Marko je zapisal, kako slepi berač Bartimaj, Timajev sin, ni zakrknil svojega srca, ko je slišal Božji glas. Ko je šla mimo njega beseda, sam Jezus Kristus, beseda življenja. Jezus iz Nazareta je odhajal iz Jerihe in Bartimaj je sedel ob poti. Začel je vpiti in govoriti: Jezus, Davidov sin, usmili se me. Zapis pravi, da so ga mnogi grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: Davidov sin, usmili se me. Jezus je obstal in rekel: pokličite ga. Poklicali so slepega in mu rekli: le pogum, vstani, kličete. Potem je zapisano, da je odvrgel plašč, skočil po konci, pohitev k Jezusu in Jezus ga je vprašal: kaj hočeš, da ti storim? In slepi mu je rekel: rabuni, to pomeni moj učitelj, da bi spregledal. In Jezus mu je rekel: pojdi, tvoja vera te je rešila. Pravi, da je takoj spregledal in šel po poti za njim.
Pri mestnih vratih, kjer ljudje vstopajo in izstopajo, so pogosto našli berače. V tistih časih so prosili mimoidoče za miloščino. Slepota pa očesne bolezni so bile v starih časih pogoste bolezni. Slepi berač je bil odvisen od radodarnosti, od dobrosrčnosti, od volje, dobre volje drugih ljudi. Živel je v temi, brez upanja na boljše življenje. Ime Bartimaj pomeni v aramejščini Timajev sin, ampak gre za paradoks, kajti njegov oče Timaj je bil odsoten. Bartimaj je bil sam, tam ob poti, ležal daleč od doma, daleč od očeta, zapuščen, osamljen, nesprejet, neljubljen. Pa še žalili so ga, je zapisano. Hoteli so ga utišati, ko je klical na pomoč. Ni imel sogovornikov. Povrhu je bil še slep, toda Jezus je slišal njegov krik. Jezus sliši vsak krik. Krik duše. Zgodnja cerkev je učila, da ta slepi berač predstavlja prihodnje generacije, kar smo mi, ki vero sprejemamo le s poslušanjem, ker Jezusa osebno ne vidimo. Tisti pa, ki poskušajo slepega utišati, pa predstavljajo preganjavce krščanstva, ki poskušajo v vsaki generaciji utišati tiste, ki iščemo Boga. Jeriho je edino mesto na svetu, ki leži najnižje pod morsko gladino. Zato to v Svetem pismu predstavlja padlo človeštvo. Kristus, ki gre skozi to depresijo, pa predstavlja svojo navzočnost v tem padlem svetu. Jasno je, da povrnitev vida slepemu označuje ozdravitev predvsem od duhovne slepote. Kajti brez Boga smo vsi slepi, tudi če imamo oči. Herbert George Wells je napisal knjigo Dežela slepih. Zgodba govori o planincu, ki je prvi preplezal visoko goro in prišel v deželo, kjer so bili vsi ljudje slepi. Nanj so se jezili, ker jim je pripovedoval o zvezdah, zeleni travi, soncu, svetlobi, barvitih rožah, oblakih. Odločili so se, da je njihov sovražnik, da se iz njih norčuje, da jih ima za slaboumne, prismojene, bolne, nore. Zato so posegli po nožu, da bi ga usmrtili. Komaj se jim je izmuznil in pobegnil. Se povzpel na goro in se spet vrnil v svojo deželo, kjer so ljudje videli in se tako rešil. Zgodbo lahko vidimo širše. V deželo duhovno slepih ljudi je prišel iz nebes Gospod Jezus Kristus. A bolj kot luč ljubimo temo. Ker luč pokaže naše zmote, naše zablode, pokaže, kakšni smo v resnici. To, da Božji sin ni pobegnil kot mož iz omenjene zgodbe, ampak se je v ljubezni izročil v naše roke. Pribili smo ga na križ, ga usmrtili, kajti njegova resnica je vznemirila našo vest. Hermann Hesse, Nobelov nagrajenec, književnik, je rekel, za resnico moraš imeti pogum. Zvedeti resnico, zato je treba imeti pogum. Bartimaj ni bil slep od rojstva,
To nam pravi grška beseda v izvirniku, kaj ti pravi anablepo. To pomeni, da je prosil, da bi spet videl. On ni izgubil le vida, izgubil je tudi svoje dostojanstvo. In danes skoraj da ni več dostojanstva. Zgubljamo človeško dostojanstvo. Postal je berač in ta slika berača predstavlja v evangeliju bolj kot ne duhovno beraštvo. Torej, brez Boga nismo samo duhovno slepi, brez Boga smo tudi duhovni berači. Slepi Bartimaj ni hodil po poti. Evangelist Marko je zapisal, da je sedel ob poti. Kdo pa je pot? Jezus je pot. Torej, on ni bil na poti, bil je ob poti. In če ni bil na poti, ni imel pravega cilja. Čakal je. Kako napeta so čakanja. Pomislimo, ko ljudje čakajo na rezultat biopsije z onkološkega inštituta. Ko čakamo pred operacijo ali pa na rezultat izpita. Ko čakamo na letalo, ki zamuja. Ko čakamo odgovor na molitev. Brez Boga se vsi tako počutimo. Znani umetniki, virtuozi, glasbeniki, genialni znanstveniki, vrhunski športniki, lepe manekenke, prijazne matere, zdravi otroci, veseli najstniki, močni možje, modri starci, vsi tako čakamo. In greh nas je oslepil, nas je osiromašil, odstavil nas je s poti na rob, na stran, kjer negibno sedimo. Piše pa, da je bila okoli slepega Bartimaja velika množica ljudi. Kaj pomaga velika množica ljudi, če si osamljen? In človek je lahko sredi gneče, vendar zelo osamljen. In to je bolezen sodobnega človeštva. Čakanje na boljši jutri, osamljenost, duhovna slepota in predvsem izguba dostojanstva. Slišal je mnoge glasove, zato je začel vpiti. Kaj je vpil? Kaj je bila njegova prva beseda? Njegova prva beseda je bila Jezus, Davidov sin, usmili se me. Izgovoril je najlepše ime. Karkoli drugega bi izgovoril, bi bilo manj kot to. Ni klical verskih voditeljev, njihovih imen, prerokov, gurujev, svetnikov, filozofov, znanstvenikov, državnikov, bogov, boginj, ampak preprosto ime Jezus. Samo omemba imena Jezus je dovolj. Bartimajevo izjavo Jezus, Davidov sin, je judovska množica razumela kot mesijansko. To je pomembno. To je hotel evangelist Marko kot prvi, ki je pisal evangelij, sporočiti. Kajti naziv Davidov sin je bil naziv, ki je v tedanji kulturi pripadal samo obljubljenemu Mesiji. Torej, za njih je bil Jezus iz Nazareta samo Jezus. Za Bartimaja pa je bil Jezus iz Nazareta Davidov sin. Ko je vprašal, kdo gre mimo, vidimo, da niso razumeli, da je tam Mesija. So mu rekli, da gre mimo Jezus iz Nazareta. V tem nazivu ni nič božanskega. Je tako, kot bi rekli, mimo gre neki Janez z ceste, tam od nekod. Toda Bartimaj ni odnehal, čeprav so ga grajali, naj umolkne. Pravi, da je vpil še glasneje, Davidov sin, usmili se me. In njegovega klica ne bi mogli utišati niti niagarski slapovi. Torej, ni se odzval na prigovore, ni se odzval na očitke in grška beseda epitimao pravi, da so mu zapretili, rotili, umolkni, bodi tiho, vendar jih ni ubogal.
Kdor se odloči za Boga, naleti na nasprotovanje. To je naslednji nauk te zgodbe. Kdor se odloči za resnico, za Boga, za odrešenje, naleti na nasprotovanje. Bartimaj ni hotel zamuditi ugodne priložnosti, tega kairosa, kot pravi evangelij, ugodnega trenutka, saj ni vedel, če bo šel Jezus še kdaj mimo. Cerkveni oče Avguštin je zapisal: bojim se, da Bog ne bo odšel po poti naprej in se ne bo več nikoli vrnil. Torej ne poslušajmo tistih, ki nas odvračajo od Boga, ki nas odvračajo od Svetega pisma, ki nas odvračajo od skupnosti cerkve. Bartimaj se ni dal preglasiti, ampak je vpil še glasneje. In zato je Jezus rekel nekaj čudovitega: pokličite ga. Tam jih je bilo mnogo, Jezus pa je izpostavil samo njega. Jezus vidi v množici ljudi tista srca, ki hrepenijo po Bogu. Bog ne more iti mimo naših prošenj in stisk. Mi ne bi iskali Boga, če nas Bog ne bi prvi poiskal. Poklicali so Bartimaja in mu rekli: le pogum, vstani, kličete. To bi moral biti besednjak vseh kristijanov. Pogum, sestra, pogum, brat, vstani, kličete Bog, pot gre naprej. Potreben je pogum. Ste ugotovili, da nam kultura današnje družbe, pa tudi mediji, želijo odvzeti pogum, da nas ustrahujejo, zato da se potem lažje manipulira? Sveto pismo pa pravi: le pogum, vstani, kličete. Potreben je pogum. Starozavezna hebrejska beseda za pogum pomeni biti močan, trden, novozavezna pa pomeni biti srčen, hraber, neomajen, stabilen. Danes ni več stabilnosti v svetu. Življenje zahteva ogromno poguma. Ta teden sem v študijski knjižnici prisluhnil zgodbi o pogumu dveh zakoncev, Sare Doljak Ahlin in njenega soproga Bojana Doljaka. To je zgodba o pogumu. Tudi takrat, ko je konec poti, ima Bog pot. In kako sta javno izpričala pred množico ljudi, pa ne v cerkvi, ampak v knjižnici, da ima vera v Boga, daje moč za ta pogum. Torej, le pogum, vstani, kličete. Življenje zahteva ogromno poguma. Pogumen človek naredi tisto, česar se boji, kajti kjer ni strahu, ni poguma. Zanimivo, kjer ni strahu, ni poguma. Mora biti najprej strah in potem je pogum. Ko skoči nekdo v ognjeno hišo, da v plamenih reši neko osebo ali otroka, torej najprej je strah, ampak ta strah porodi pogum. Namreč Martin Luther je rekel, da je najbolj žalostna beseda je greh, najlepša beseda je rekel, da je milost, najmočnejša beseda pa je pogum. Zato je imel pogum narediti veliko duhovno revolucijo v tedanjem svetu, tedanjega časa. Življenje me stalno sprašuje, ali sem strahopetec ali junak. In Božja cerkev v Novem mestu smo v trenutku, ko potrebujemo pogum, kajti duhovni borci nikoli ne odnehajo. Naj še citira Martina Lutra.
Večkrat to ponovim. On je rekel, z Bogom sem vedno v večini. Z Bogom sem vedno v večini. In slepi Bartimaj je bil tam sam. Okoli njega je bila množica, vendar on je klical, vpil k Bogu in z Bogom je bil v večini. Zato je Jezus rekel, pogum. Namreč na nagrobniku britanskega imperialnega državnika Indije Johna Lawrencea piše, človeka se je malo bal zato, ker se je zelo bal Boga. Človeka se je malo bal zato, ker se je zelo bal Boga. In ko je ob neki priliki rekel služabniku, naj mu prinese knjigo, ga je služabnik vprašal, katero knjigo iz vaše velike knjižnice naj vam prinesem. Odgovoril je, v težkem času, kakršen je zdajšnji, obstaja samo ena knjiga, Sveto pismo. In on je črpal moč za pogum iz Svetega pisma. Sporočilo Svetega pisma ne smemo razvodeneti, kajti naša vera potrebuje pogum. V razodetju, v zadnji knjigi Svetega pisma pravi, da bo venec večnega življenja dobil samo tisti, ki zmaga do konca. Strahopetcem pa, da je delež izven Božje dežele. Ko je umiral Edwin Brand Frost, astronom vseh časov, ki je opazoval zvezde in vesolje s teleskopi, vprašali so ga, gospod doktor, ali se bojite umreti? Nasmehnil se je in rekel, videl sem preveč zvezd, da bi se bal noči. In Sveto pismo res pravi, da je Jezus Kristus jutranja zvezda danica. Svet potrebuje pogumno krščanstvo. Pogum moramo imeti, da živimo pošteno, posvečeno, da držimo svojo obljubo, zvestobo v dobrem in slabem, v zdravju in bolezni. Potreben je pogum, ko se odločamo, ali bomo ljubili, ali bomo sovražili. Potreben je pogum, ko se odločamo, ali se bomo maščevali, ali pa bomo odpuščali. Potreben je pogum, torej zato preživljajmo čas s pogumnimi ljudmi. Bartimaju so rekli, le pogum, vstani, kličete. Vstal je, zapustil območje udobja, torej treba je vstati, treba je priti v cerkev, treba je vstati in začeti brati Sveto pismo. Moramo biti v gibanju. In na to je odvrgel svoj plašč, pravi, skočil po konci, pohitev k Jezusu. Plašč je bila njegova povrhnja obleka, grela ga je po noči, dajala mu je varnost, to je bil del njegovega življenja. Vendar vse to je vrgel, kajti če ti nekaj opleta okoli nog, nisi svoboden. Torej določene stvari je treba zavreči, ker nas ovirajo. Sicer ne pridemo do cilja. Plašč je bil njegov razpoznavni znak, dajal mu je pravico v tistem času, da je lahko beračil. Vendar on je vedel že vnaprej, da ne bo več berač, da tega ne potrebuje, zato je to odložil. Ni se več oklepal preteklosti, vedel je, da je pred njim novo življenje, skočil je po konci. Torej, tudi mi moramo skočiti po konci in postati cerkev, ki vodi ljudi k Jezusu. Naša župnija ni samo tukaj. Naša župnija je cel svet. Sledi Jezusov odziv. Zapisano je, da je Jezus obstal. Vzel si je čas za posameznika. Gospodar vesolja in zemlje se je zaustavil pri slepem beraču. Zakaj? Ker je videl v njem hrepenenje po Bogu. Ko je šel ruski pisec Tolstoj iz cerkve, je pred cerkvenimi vrati srečal berača, ki je prosil miloščino. Tolstoj je preiskal vse svoje žepe, a ni našel niti beliča, torej niti centa, bi danes rekli. Potem se je sklonil k beraču in mu rekel, brat, žal mi je, tokrat nimam, ampak drugič ti bom zagotovo dal. Po teh besedah je berač zgrabil pisateljevo roko in mu rekel, ni potrebno.
je že dobro. Dal si mi največji dar, ker si mi rekel brat. Ko rečeš nekomu, spoštujem te, brat, sestra, prijatelj, sosed, sodelavec, imam te rad, je to največji dar. Jezus je Bartimaja vprašal, kaj hočeš, da ti storim. Jezusova vprašanja niso težka. Ne bojmo se jih. Ne sprašuje o kvantni fiziki, ne sprašuje o nanotehnologiji, ne sprašuje o ostalih znanostih in vedah. Preprosto, enostavno vprašanje, kaj hočeš, da ti storim. In Bartimaj ga ni prosil ničesar zemeljskega. Niti ni prosil, karkoli bi nam takrat padlo na pamet. Ampak preprosto je rekel, moj učitelj, da bi spregledal. To je lepa molitev. Če nekdo misli, da ne zna moliti, je tukaj ena lepa molitev, kratka, vendar močna. Učitelj, da bi spregledal, da bi videl svet s tvojimi očmi, da bi videl ob sebi bližnjega, stiske, potrebe, da bi videl resnico, ne pa laž, da bi videl pravico, ne pa krivico, da ne bi nasedal obrekovanjem, ampak bi govoril in zagovarjal. Torej, hočem spregledati, rad bi videl. To pomeni, želim živeti v luči. Jezus je luč sveta in on svojo luč podarja vsem, ki si jo želimo. Jezus, želim videti tebe. Jezus, želim videti tebe v Gospodovi večeri. Želim videti tebe v naravi. Želim videti tebe v vesolju. Želim videti tebe v Svetem pismu, v družbi, v cerkvi, v svojem domačem domu, med ljudmi. Kajti greh nas je zaslepil. Slepijo nas tudi zaskrbljenost, predsodki, mnenja, sovraštva, prepričanja, zavist, nevošljivost. Slepi Bartimaj je pravzaprav prosil, Gospod, hočem videti svoje grehe. Hočem videti svoje grehe. Grehi pa so gorivo za Božjo ljubezen, je rekla stara cerkev. Zanimivo. Gorivo za Božjo ljubezen. Vera je stvar odločitve, ne pa čustev. Vera je stvar odločitve, ne pa čustev. Bog nima prilike videti greha, ker vidi samo odpuščanje. Rabin Bunam, ki je bil popolnoma slep, je prišel na obisk k rabinu Fišlu, ki je bil znan po daru ozdravljanja. Slepemu prijatelju je rekel, veruj mi, tvojim očem bom vrnil luč. In slepi judovski rabin mu je odgovoril, tega si ne želim, ker potem več ne bom videl svojih grehov. Raje ostanem slep, kot da sem slep za svoje grehe. Torej, zaključek zgodbe pravi, in tu je vrhunec, kako Jezus reče, pojdi, tvoja vera te je rešila. Kakšna vera? Na katero vero se sklicuje Jezus? Torej, vera, da je Bartimaj v Jezusu prepoznal Mesijo. Kajti samo on je rekel, sin Davidov, kar enako pomeni za Jude Mesija. Ostali pa so mu govorili, ne, tako je zapisano. Jezus iz Nazareta gre mimo. Ne je on rekel in verjel. To je Mesija. Ta vera ga je rešila. Vera, da je on edini Gospod, edini odrešenik, edini kralj nad kralji, odrešenik sveta. Vere pravzaprav sploh ni izpovedal tako z usti, kot bi pričakovali. Bila je tako močna, da je bila vidna navzven. Občutek potrebe po Bogu, po odrešenju je dovolj. Iskal je Božjo milost. Vera je srečanje, vera je odnos, vera ni teorija, to ni
teorija. To je srečanje. Če je vera usmerjena samo na nauk, na doktrino, se dotakne samo razuma, uma, ne pa tudi srca. Če pa je vera usmerjena samo na dobra dela, preraste v moraliziranje in ne postane živo krščansko pričevanje življenja. Bartimaj je takoj spregledal in kaj naredil? Stekel domov, ne, pravi, šel je po poti za Jezusom. Tisti, ki je pot, ga je pozval na pot. Tisti, ki je luč, mu je razsvetlil temo njegovega življenja in postal je učenec poti. Spregledal je, spreobrnil se je, odkril je sebe, bližnjega in Boga, odkril je smisel, šel je za Jezusom. Šel je po poti ljubezni. In čudež ozdravitve slepega Bartimaja je evangelist Matej postavil namenoma na odločilno točko evangelija. Gre za Jezusov zadnji vstop v mesto Jeruzalem v času Pashe, velike noči, ko je šel na križ trpet. In v oči slepega je vrnil luč vere. In slepi Bartimaj je zadnji, ki je začel slediti Jezusu na tej poti v Jeruzalem. Torej, kristijani imamo nalogo, da oznanjamo luč vere in da ljudi vabimo na to pot ljubezni, da se izročimo Bogu. Rabin Eliezer je svojim učencem priporočil, izročite se Bogu. Pa so ga vprašali, učitelj, kdaj naj se začnemo izročati Bogu? Rabin jim je odgovoril, vsaj en dan pred smrtjo. Oni pa so vztrajali, kako lahko človek ve, kdaj bo umrl? Rabin je zaključil, ker tega ne veste, se izročajte Bogu vsak dan, vsak hip, torej že danes, kajti jutri boste morda že mrtvi. Torej, Božja beseda nas je danes poklicala v življenje. Začeli smo z odlomkom iz pisma Hebrejcem. Če danes zaslišite Božji glas, klic, ne zakrknite svojega srca, kakor so to storili starozavezni ljudje v času upora. Ampak se odzovimo, kot se je odzval slepi Bartimaj. Vabim k molitvi. Verujemo Božji besedi, da bo vsak, ki bo klical Gospodovo ime, rešen. Oznanjamo, da bo vsak s svojimi usti prizna, da je Jezus Gospod in v svojem srcu veruje, da ga je Bog obudil od mrtvih, rešen. Kajti s srcem verujemo, z usti pa izpovedujemo vero in tako smo deležni odrešenja. Naj se to zgodi zdaj, na tem bogoslužju. Gospod, naša skupna molitev je, odpri nam oči, da bomo videli tvojo ljubezen in to ljubezen oznanjali drugim. Naša molitev je hoditi za tabo. Amen. Pesem pravi, da je on kralj nad kralji, silni Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Prišel je med nas, ker nas ljubi, ker nas ima rad. In zapojmo to čudovito pesem. Kralj nad kralji je, s čudovitim imenom Emanuel, Bog z nami.
Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Amen.